In jaz upam, da en takle mucek res lahko nadomesti vsaj nekaj tega kontakta, ki smo ga sicer vsi navajeni. Mi smo tudi taki, ki imamo pse ves čas doma. Sem pa tudi preizkusil prede in mjavkati tako kot tale mucek, tako da naj vam dobro služi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Jaz upam, da bo ta naša terapevtska muca, ki smo jo danes dali v dom za družbo, tisti prvi, ki jo je dom že imel, res pomagala ljudem z demenco, da dobijo nekaj dodatnih trenutkov miru in sprostitve. Verjamem, tako kot so nam povedali delovni terapevti, da je to nekaj, kar zares koristi. Je pa prednost te interaktivne živali, se pravi te terapevtske muce, ta, v bistvu, da jim daje predvsem stanovalcem z demenco občutek, kot da je čisto prava. V bistvu. Oni jo lahko pobožajo, ona prede, v bistvu odpre učke, dvigne tačko in se tudi uleže na hrbet. Je pa še ena prednost te muce, v bistvu, da pač ne zahteva toliko pozornosti kot prave muce, razen pač dotika in pa seveda pač glajenja, česanja. Medtem ko druge prave muce pa je le potrebno malo več skrbi zanje, od hranjenja. Pa tudi niso tako prilagodljive, hitro se lahko naveličajo pač te udobja. Ja, ta namreč nobenega še ni opraskala. Ne, ta zaenkrat še ni nikogar, ne. Se pravi, kako v resnici deluje ta muca na ljudi z demenco? Jih pomirja? Zakaj gre pri tem? Seveda, pač ta muca stanovalce zelo pomirja, jim daje občutek varnosti, topline. Stanovalci nekako navežejo kontakt z njo, se z njo pogovarjajo, jo pocrkljajo, pobožajo. Tako da deluje res terapevtsko. Prede. Lepo prede, a ne? Naj vam lepo služi. Hvala. Jaz bi zlasti želel izraziti besede zahvale v svojem imenu, pa tudi v imenu stanovalk in stanovalcev za to gesto, že za sam obisk in pozornost, ki smo jo bili danes deležni, in seveda tudi za tega mucka, ki je že v prvem trenutku začel opravljati svojo nalogo. Hvala lepa in vsem vse dobro.